Torej, pričenjam z zadnjim predavanjem iz serije Psihologija stresa, travme in posttravmatske rasti. Naslov predavanja je nenavaden, v njem je najprej žargonski izraz, ki ga lahko mirne duše pozabite, nefunkcionalna performativna dejanja. Ta izraz preprosto pomeni tole: v vsakdanjem življenju, ne glede na to, kaj počnemo, kaj govorimo, kaj razmišljamo, kako se vedemo, nekaj delamo. Vplivamo na druge ljudi, vplivamo sami nase, skratka, sprožamo učinke. Ni pomembno, ali se tega zavedamo ali ne, ni pomembno, kakšne učinke želimo ali jih pa ne želimo. Dejstvo je, da vselej nekaj delamo, da torej vplivamo. Kar seveda ni nepomembno, zlasti takrat, ko se nam zdi, da so drugi ljudje okrog nas tisti, ki nekaj delajo, ki nekaj počnejo, na primer, ki skušajo vplivati na nas ali pa ki se obnašajo na take načine, da morda nam niso všeč, in takrat ponavadi pozabljamo, da tudi mi vplivamo nanje. Na primer, to je pomembno za starše, ko vzgajajo svoje otroke, to je zlasti pomembno za vzgojitelje, ko vzgajajo druge ljudi, to je pomembno za učitelje, to je pomembno za, pravzaprav v končni fazi je pomembno za vsakega človeka. Pomembno je torej, da nekaj delamo, da nekaj počnemo, da so naša dejanja, naše razmišljanje, naše govorjenje, naše obnašanje performativno, kot se reče. In seveda ni nepomembno tudi takoj omeniti, da obstajajo funkcionalna performativna dejanja in nefunkcionalna. Se pravi, to so dejanja, za katere bi najraje videli, da jih sploh ni, ker so pač nefunkcionalna, ker so neracionalna, ker so nerazumna, ker so neustrezna, vendar se dogaja, da kljub temu, da so nefunkcionalna, še vedno so. Ljudje v vsakdanjem življenju ne ponavljamo samo funkcionalnih dejanj, ponavljamo tudi nefunkcionalna. In seveda zlasti zaradi teh se je včasih dobro zamisliti nad lastnim početjem. Ampak kot sem že spregovoril v prejšnjih predavanjih, je to početje ali tako početje zelo zahtevno, je energetsko potratno in ljudje imamo raje taka dejanja, taka performativna početja, ki so bolj vezana na lagodje, na majhno porabo energije, ki so povezana s tem, kar tudi ljudje pogosto v vsakdanjem življenju počnemo, namreč pritožujemo se drug nad drugim, redkeje pa se zamislimo nad lastnimi dejanji. No, to je kratek komentar k naslovu oziroma k prvemu delu naslova. Obstaja še drugi del, ki je na videz še bolj nenavaden za naše razmišljanje o psihologiji stresa, travme in posttravmatske rasti, to so motnje hranjenja. V resnici ni čisto tako, ta naslov je izbran zelo natančno, že zadnjič sem povedal v zadnjem predavanju, da bom spregovoril o Heglovi teoriji vrednosti. Morda je manj pomembno, da je o tem razmišljal Hegel, v resnici ni, v resnici je zelo pomembno, ampak včasih, ko ga moti, če se lotevamo filozofskih tem. Zato lahko mirne duše pozabimo na Hegla, lahko pa govorimo oziroma moramo govoriti o načinih, o mehanizmih, zaradi katerih ljudje razumemo in lahko globoko dojamemo, kaj pomeni reči, da ima človek vrednost. Kaj pomeni reči, da ima vsak človek vrednost? Kaj pomeni reči, da je človeška eksistenca vredna sama po sebi, da je življenje vredno in tako dalje. Torej, gotovo bo zelo pomembno za naše razmišljanje o vrednosti, ki je seveda nadaljnje povezano z osebnostno rastjo, z posttravmatsko rastjo, vse skupaj v povezavi z
motnjami hranjenja in nefunkcionalnimi performativnimi dejanji. Vse skupaj torej je povezano z razmislekom, na kakšen način ljudje pripisujemo vrednost lastnim početjem, lastni eksistenci, sebi, svoji identiteti, na kakšen način pripisujemo ali na kakšne načine pripisujemo vrednost življenju drugih ljudi, morda življenju vseh živih bitij. Torej, zanimalo nas bo, kaj za posameznika pomeni čisto preprosta beseda vrednost. Zakaj je to ena ključnih besed, če hočemo govoriti o človekovi identiteti, ohranjanju spoštovanja, dostojanstva, kvaliteti medsebojnih odnosov, medsebojnem spoštovanju, egalitarnosti, solidarnosti, demokraciji in tako dalje. Vse te besede so v temelju povezane z besedo vrednost. Večja, ko je vrednost, bolj, ko smo zmožni pripisovati vrednost zlasti drugim ljudem, bolj to vpliva, je performativno na naše vedenje, ne samo do sebe, temveč tudi do ali pa celo zlasti do drugih ljudi. Torej, naša ključna beseda je vrednost. Preden pa se lotim Heglovega razmisleka, kako ljudje prihajamo s svojim razmišljanjem do vpogleda v besedo vrednost, nekaj kratkih uvodnih razmislekov o motnjah hranjenja. Med drugim bom spregovoril tudi o izkušnjah, ki jih imam sam. V vseh teh letih sem srečal že številne ljudi, predvsem ženske, ki se soočajo s tem, kar se v klinični praksi imenuje motnje hranjenja. V resnici motnje hranjenja niso zgolj medicinska diagnoza ali klinična diagnoza, motnje hranjenja so mnogo več. To je pomembno predvsem zato, ker je dobro imeti zelo veliko znanja, ko se srečujemo z motnjami hranjenja, zelo veliko znanja, ki je medicinske narave, ki je biološke ali genetske narave, ki je psihološke narave in tudi filozofske. Kot rečeno, danes nas bo zanimalo predvsem to, kar se veže na besedo vrednost. Motnje hranjenja zato niso samo motnja, disorder, pač nekaj, kar popravimo, kar z obravnavami, kar s terapijami odpravimo. Kajti, kot rečeno, motnje hranjenja so mnogo več. Terja torej veliko znanja. In to, da imamo lahko, če se potrudimo, veliko znanja, je povezano še z dvema univerzalnima zmožnostma človeških bitij. Prva zmožnost človeških bitij, ki je gotovo univerzalna, je zmožnost za resnico. Je zmožnost, da artikuliramo resnico, na primer motenj hranjenja, da razumemo resnico, da jo zastopamo, da jo zagovarjamo in tako dalje. Zmožnost za resnico je neposredno povezana z etičnostjo, z zmožnostjo za etično delovanje, za etično vedenje. Druga univerzalna zmožnost je zmožnost za je zmožnost za preseganje lastnih končnih oblik vedenja, razmišljanja, za preseganje svojih mnenj in tako dalje. Zmožnost za univerzalnost je tudi zmožnost, da presegamo v svojem vedenju, v svojem razmišljanju lastno, končno, omejeno identiteto, svojo partikularnost. In delujemo na načine, ki imajo značilnosti univerzalnega. Torej, ljudje smo zmožni razumeti
to, kar imenujemo univerzalno, in smo se zmožni obnašati na način, ki ustreza tej besedi. Torej, to so zmožnosti, ki so hkrati tudi pogoji, da razumemo motnje hranjenja. Podatki so dramatični. Vsaj 9% vse populacije, se pravi, govorimo o globalni populaciji, govorimo o človeštvu, vsaj 9%, vsak 11. človek se prej ali slej v življenju vsaj enkrat sreča s tem, kar imenujemo motnje prehranjevanja. 9% od vseh ljudi, če jih bo kmalu 8 milijard, to pomeni, da je približno 700 milijonov ljudi, ki se srečujejo z motnjami prehranjevanja. In ta podatek je pomemben, o podobnih zadevah sem že govoril, zlasti v sedanjem času, ko pikolovsko natančno beležimo vsakega človeka, ki je okužen z novim koronavirusom, vsakega človeka, ki zboli, oziroma vsakega, ki umre. Dejstvo pa je, da so motnje prehranjevanja, če se še malo zadržimo na kliničnem področju, med vsemi duševnimi stiskami, težavami, problemi, boleznimi, praktično najbolj smrtonosna takoj za zlorabo opioidov oziroma drog. Torej je neprimerno več ljudi v tem trenutku, ko govorimo o motnjah prehranjevanja, neprimerno več ljudi na tem svetu, ki trpijo zaradi teh težav, kot pa je vseh ljudi, ki so bili v zadnjem letu in pol okuženi z virusom, koronavirusom, oziroma neprimerno več ljudi, ki so zaradi tega umrli, pa je bistveno manj pozornosti ljudi usmerjene k tem težavam, kot je trenutno usmerjene pozornosti na novi koronavirus, kar je samo po sebi pomenljivo dejstvo. Govorimo torej o nečem, kar je trdovratno, kar praviloma nastaja dolgo časa in je zahtevno. Kot ponavadi omenjam precej dobro knjigo, ki je bolj pravzaprav priročnik, je zbirka zgodb, in k tem zgodbam bom dodal še eno iz svoje prakse. To je knjiga, ki na zelo popularen, zelo razumljiv način razume motnje prehranjevanja, motnje hranjenja in seveda tudi ponuja ideje, prakse, načine, kako se človek lahko s pomočjo določenih strategij loti teh motenj in seveda se izvleče iz težav. Ko govorimo o motnjah, naj omenim še eno zadevo. Prej sem rekel, da je treba imeti o vsem tem veliko znanja, ne samo medicinskega, biološkega in psihološkega, temveč tudi filozofskega, in da je to zelo koristno, zlasti v luči zmožnosti človeških bitij, da razumejo resnico, in zmožnosti ljudi za univerzalno. K temu torej bi rad dodal še eno besedo, ki je zelo, zelo koristna, ko razmišljamo o vrednosti, ki jo ljudje lahko pripišemo torej lastnemu trpljenju oziroma motnjam oziroma življenju oziroma eksistenci in tako naprej. No, in ta beseda je natanko trpljenje. Trpljenje, človek je zmožen tudi za trpljenje. Veliko ljudi trpi in trpljenje je vselej iz reda zla. Zato nihče nikoli ne bi smel povečevati ali povzročati trpljenja, niti samemu sebi, kaj šele drugim ljudem.
nihče ne bi smel povečevati ali krepiti trpljenja kogarkoli, in pri tem ne mislim samo na človeška bitja, mislim na živa bitja nasploh. Torej, k besedi resnica in univerzalno, k besedi vrednost dodajam še besedo trpljenje. In če se sprehodimo skozi poglavja knjige, ki jo priporočam v branje, potem nam že prvi pogled pove, da se avtorici ukvarjata predvsem z psihologijo. Vidimo množico psiholoških izrazov, kot je motivacija, kot je upanje, kot je zdravi jaz ali zdravo osebstvo, kot je zdravljenje. Vidimo tudi zanimiv izraz, kot je eating disorder self, torej še en jaz, ki lahko obstaja v človeškem bitju, tako kot nekakšen tujek znotraj človeka, ki je v celoti podrejen motnjam hranjenja, ki se obnaša, kot da bi bil nekakšen demon, ki se obnaša tako, da ta zdravi del človekove osebnosti, zdravi jaz, proti njemu ne more narediti ničesar. Kot da je zdravi jaz nemočen, kot da bi ta eating disorder self hotel trpeti, kot da bi hotel samega sebe uničevati. Tako je videti od zunaj. Tako celo doživlja človek sam, človek, ki ima motnje hranjenja. Vidimo tudi, da ni vse, kar je povezano z diagnozo motnje hranjenja, vezano na hrano. Kot sem že omenil, treba je vedeti veliko več, da bi razumeli, zakaj so motnje hranjenja sploh možne, zakaj nastanejo, zakaj vztrajajo, zakaj so tako trdovratne in seveda, kaj lahko naredimo, da se tega trpljenja znebimo. Vidimo torej še nekaj psiholoških izrazov povezanih z občutki, z možnostjo človeških bitij, da razmišlja, da izziva lastno razmišljanje, da vpliva na svoje vedenje, da ga poskuša spreminjati, in čisto zadnji izraz vidimo, da je prehranjevanje, da so motnje prehranjevanja očitno pomembno povezane z zmožnostjo človeških bitij, da ustvarja pomen, da imajo njegova dejanja cilj, da imajo smoter, da torej človek ustvarja pomen in smisel. Zadnje poglavje nam pove, oziroma nas opozori, nas vnovič pospremi na prag filozofskega razmišljanja o smislu naše eksistence na tem planetu, o tem, kako lahko ljudje ustvarjamo smisel in pomen in seveda, kako ga lahko izgubljamo. Kako lahko naša dejanja počasi, čeprav se nam zdi, da ni tako, izgubljajo pomen, kako lahko človek izgublja občutek, da je njegovo življenje še smiselno, da so določena dejanja še smiselna in seveda ni naključje, kot sem že omenil na začetku, da je stopnja smrtnosti in suicidalnosti pri ljudeh, ki imajo motnje prehranjevanja, tako zelo zastrašujoče visoka. Torej imamo na voljo že nekaj izrazov, ki tlekujejo pot nadaljnjega razmišljanja o tem, kar je osrednja tema današnjega predavanja, to je Hegelova teorija vrednosti. Že v tem trenutku lahko rečemo, da izgubljanje pomena in smisla zmanjšuje občutek lastne vrednosti. Človek, ki ima pogosto občutek, da njegova ali njena dejanja niso smiselna, da ne proizvedejo nobenega učinka, da imajo malo pomena, ne more lastnemu početju, lastnemu življenju, lastni identiteti pripisovati veliko vrednosti. Ravno nasprotno se dogaja. Občutek lastne vrednosti se zmanjšuje
z izgubljanjem smisla, cilja, pomena lastnega početja, lastnega vedenja, lastnega razmišljanja. In ko se občutek vrednosti vse bolj zmanjšuje, je daleč najslabše, kar lahko drugi ljudje naredijo, to, da ponujajo človeku razne nasvete, kaj naj naredi, da se bo svojih težav s prehranjevanjem znebil, na primer, katere diete naj se loti ali pa kako naj premaga hujšanje, kako naj premaga anoreksijo, kako naj premaga bulimijo in tako dalje, in tako dalje. To je daleč, daleč najslabše, kajti ljudje s takimi razmisleki, s takimi nasveti popolnoma zgrešijo to osnovno idejo, ki sem jo vzpostavil. Motnje prehranjevanja so neposredno povezane z izgubljanjem občutka lastne vrednosti, občutka smiselnosti in občutka, da ima početje, da ima življenje še kakšen smisel. Ko se srečujemo z ljudmi, za katere je mogoče postaviti diagnozo motnje hranjenja oziroma prehranjevanja, vemo, zlasti ko je takih ljudi več, ko imamo veliko izkušenj, ko se leta in leta srečujemo s takimi osebami, da obstajajo določeni vzorci, da obstajajo določene faze, da obstajajo določeni obrambni mehanizmi, s katerimi se ljudje spontano lotevajo motenj prehranjevanja, če se še lahko zadržim pri tej spakedranki, pri tej diagnozi. Spontano razmišljajo, seveda ne razmišljajo vsi vselej enako, ne gredo vsi skozi enake faze v srečevanjih s temi težavami, pa vendar vse skupaj lahko prepoznamo kot določen vzorec, in če se sprehodimo skozi ta vzorec, naletimo na nekaj novih izrazov, ki nam lahko pomagajo pri razumevanju težav z prehranjevanjem, telesno težo, ki so tudi težave v razumevanju lastnega telesa, lastne identitete, spolne identitete in tako naprej. Zelo pogosti obrambni mehanizem, ki se praviloma pojavlja na začetku, je zanikanje. Torej, morda se vam zdi, da je z mojo telesno težo kaj narobe, ampak jaz mislim, da ni. Jaz mislim, da nimam nobenih težav, prepričan sem celo, da nimam nobenih težav, pravzaprav imam celo občutek, da je meni prav fajn v mojem telesu, jaz sem z njim zelo zadovoljen, v njem se dobro počutim, svoje telo imam rad oziroma svoje telo imam rada in tako dalje, in tako dalje. In ta faza lahko traja dolgo časa. Ta faza lahko traja tako dolgo časa, da lahko ogrozi zdravje človeka, da lahko načne notranje organe, pa je človek še vedno sveto prepričan, da nima nobenih težav, da imajo težave samo drugi, ki se jim zdi, da imamo mi s tem kakšne težave. Zanikanje je izjemno trdovraten obrambni mehanizem, ki ga je zelo, zelo težko preseči, tudi v luči kar pogostih kulturnih klišejev, ki jih je v naših življenjih okoli nas zelo veliko. Če pogledate naslovnico kakšnih revij, v katerih nastopajo suhljate, da ne rečem anorektične manekenke, potem že veste, o čem govorim, na kaj mislim. Da ne govorimo o kakšnih drugih vzornicah in vzornikih, ki jih seveda zlasti mladi ljudje z veliko vnemo skušajo posnemati, sprejemajo jih kot vzore, ki naj bi jim veljalo slediti. Tako že kar na začetku vidimo, kako velik pomen ima pri tej sicer klinični diagnozi motnje prehranjevanja kultura, v kateri živimo. Kultura, v kateri se otroci vzgajajo veliko let in poskušajo slediti tem ali onim vzornikom. Torej, prvi mehanizem, ki je zelo pogost. Drugi mehanizem,
ki je bolj ali manj samo različica prvega, je, ok, strinjam se z vami, lahko da imam kakšno motnjo, kakšno težavo, ampak to so lepotne zadeve. To je nekaj, kar pravzaprav ni nič pomembnega, nekaj, čemur ne pripisujemo velike vrednosti, ne pripisujemo velikega pomena, so drobne zadeve, ljudje rečejo, sej kaj pa je to takega, če imam kakšno kilico preveč ali pa kakšno kilico premalo, sej nihče ni popoln, nobeno telo ni popolno in tako dalje. Jaz sem že na lastni koži doživel zelo artikulirano opazko, da bi se moral majčkeno zamisliti nad samim seboj, ker pri svojih letih nimam malo bolj zamaščenega trebuha, ki bi mi visel čez pas, čez da se moškemu pri teh letih, pri katerih sem jaz, bi pa to že spodobilo. Prav ta izraz je bil uporabljen. Torej vidimo, da je na delu še en mehanizem, ki zajema zelo široko polje možnih oblik telesa, za katere ne mislimo, da so kakorkoli sporne, ne mislimo, da so z njimi povezane kakršnekoli težave, da so to pač normalne, običajne oblike telesa. Lahko seveda, da je tako, razen če ni. Razen, ko je lahko že zelo pozno oziroma prepozno, kajti ta mehanizem človeku še dlje kot oni prvi omogoča, da ne prepozna težav in problemov, čeprav jih objektivno ima in to lahko tudi dokažemo. V takem primeru nas oseba preprosto ni pripravljena poslušati, nas zavrne, češ naj jo pustimo pri miru, da nima nobenih težav, oziroma tudi če kakšno težavo ima, je to kvečjemu težavica, ki pa pravzaprav sama po sebi ni vredna, da bi se človek z njo sploh ukvarjal. Zanimivo je, da je hrbtna plat takega razmišljanja tale, ko oseba ugotovi, da mogoče pa vendarle ima kakšno težavo pri prehranjevanju, pri telesni teži, poskusi tudi pri kakšnem strokovnjaku z prošnjo po kakšnem nasvetu. Prej sem že omenil, da smo ljudje zmožni za resnico in za univerzalno. Ko govorimo o motnjah prehranjevanja, ko govorimo zlasti recimo o preveliki telesni teži, potem je spraševanje, kaj naj naredim, ali imate kakšen nasvet, ali kako naj se lotim tega problema, zelo hitro videti, tako kot da se človek malo heca, kajti resnica, za katero smo ljudje zmožni, je zelo preprosta. Človek se lahko zelo hitro nauči, katere molekule so za njegovo telo primerne in katere niso. Ali pa koliko je dobro pojesti in kje je meja, ko je treba prenehati, ali pa koliko energije človekovo telo potrebuje in koliko energije ne potrebuje. To so zelo preproste trditve, spoznanja, objektivna spoznanja, ampak človek, ko zanika lastne probleme, ni dovzeten za znanstvena spoznanja in preprosto ne posluša, če mu kdo poskuša kaj iz tega registra povedati. No, tretja stopnja ali pa tretji mehanizem, ki je še vedno obrambne narave, je tale. Ok, v redu, mogoče imam težave, mogoče to niso zgolj težavice, vendar me še zmeraj ne zanimajo. Z njimi se ne mislim ukvarjati, jaz sem čisto v redu, jaz sem zdrav ali zdrava, z mano ni nič narobe, kljub takim težavam, ki sem jih pripravljen ali pripravljena priznati. No, to je sklop pogostih, da ne rečem prevladujočih obrambnih mehanizmov, ki delujejo zlasti v začetnih fazah, ko govorimo o motnjah prehranjevanja. Težav torej ni, če so čisto majhne,
pa tudi, če so malo večje, nas kratko malo ne zanimajo. Nimam kakšne volje se z njimi ukvarjati, imam druge potrebe, druge želje, druge interese, moja pozornost je usmerjena k drugim zadevam. In v tej fazi praktično ni mogoče narediti ničesar. Oseba tako močno zanika svoje težave, svoje probleme, da je preprosto vse, kar bi ji rekli, bob ob steno. No, potem sledi en sklop mehanizmov, s katerimi opisujemo drugo fazo, ki je pogosta pri motnjah prehranjevanja. Druga faza je možna zato, ker človek opusti svoje obrambno delovanje. Naredi en premik, naredi korak naprej, če lahko tako rečem, in prizna. Reče, okej, ne samo, da imam težave, ki niso težavice, ampak so velike težave, pač pa tudi se želim spremeniti. Zdaj je način razmišljanja bistveno drugačen. Ni več obrambnih mehanizmov, pojavi se želja po spremembi. Sprejmem, ampak imam težave, želim se spremeniti, vendar ne vem kako. Ne vem, kaj ne naredim. Poskušala sem že to in ono in tretje, ni delovalo, v resnici pravzaprav nimam pojma, kaj se z mojim telesom dogaja, kaj se dogaja z menoj. In zdaj na tej ravni človek ne samo, da želi spremembo, ne samo, da priznava, da ima težave, prizna tudi, da ga je strah. Da ga je strah, da so zadeve ušle iz rok in da ne ve, kaj narediti. In zdaj že aktivno išče pomoč drugega človeka. In tudi to spoznanje je zelo pomembno, kajti ko govorimo o motnjah prehranjevanja, je tako rekoč nemogoče, da bi se človek iz trpljenja, v katerega se pogreza, izvlekel sam. Statistika to nesporno dokazuje, klinične izkušnje to potrjujejo. Človek potrebuje drugega človeka, da premaga to zlo. In zato je tudi v tej fazi kar pogost stavek, saj poskušam nekaj narediti, saj se trudim, saj delam na tem, ampak ne gre. Preprosto ne morem se izvleči. In to spoznanje je seveda zelo pomembno. Potem obstaja tretja faza in tretji sklop mehanizmov, ki nam spet pomaga poglobljeno razumeti, kakšne in zakaj nastanejo motnje prehranjevanja. Kakšne torej so in zakaj nastanejo. Zdaj v prvi fazi, pa tudi še v drugi, bi lahko človek, in to tudi počnejo, zelo hitro rekel, vzemi se malo v roke, pojdi na medmrežje, udeleži se kakšnega foruma, tam ti bodo ljudje dali cel kup nasvetov, ali pa mogoče preberi kakšno knjigo in tako dalje. In to ljudje tudi rečejo, vendar ne pomaga. Preprosto, praviloma ne deluje. Kot rečeno, nobena knjiga na tem svetu človeku ne bo pomagala, da bi se izvlekel. Lahko mu pomaga k razumevanju težav, prav gotovo. Lahko mu pomaga k določeni tolažbi, zlasti ko človek bere primere ali pa zgodbe drugih ljudi s podobnimi težavami. Vendar vse skupaj ni dovolj, da bi se tudi izvlekel. Zato je potreben še en človek. Zato tudi v tej tretji fazi ljudje rečejo, se nekaj malega, trudim se že nekaj let, nekaj malega mi celo uspeva, nekaj sem spremenil v svojem življenju, v svojem načinu prehranjevanja, v svojem odnosu do telesa, vendar je to še daleč od tega, da bi se v celoti izvlekel. K temu v tej fazi lahko dodamo še drugo izjavo, ki pa nam že pravzaprav daje slutiti to, kar sem že dvakrat poudaril, da so motnje prehranjevanja povezane z mnogo širšim spektrom težav, kot pa se najprej zdi, kot pa se zdi na prvi pogled, ko kdo reče,
saj ti bi pa lahko kakšno kilco pridobil, ali pa ko kdo reče, saj ti bi pa lahko kakšno izgubil. Ko se zdi, da je zadeva zelo preprosta, je že, vsaj pač, če imamo dovolj znanja, jasno, da niti slučajno ni tako, da je neprimerno zahtevnejša, no in da je zahtevnejša, ugotovimo na primer v tretji fazi, ko ljudje rečejo, saj kakšno vedenje, kakšen delček še lahko spremenim, na kaj lahko vplivam, spremenil sem prehranjevalne navade, zdaj bolj jem drugačno hrano kot prej, vrgel sem stran, ne vem, junk food ali pa kaj podobnega, vendar se zadeve ne spremenijo ali pa se celo stopnjujejo in oseba reče, morda še lahko vplivam na kakšno svoje vedenje, ne morem pa vplivati na svoje misli. Ne morem pa vplivati na to, kar se dogaja v moji glavi, kar se dogaja v mojih možganih, kar se dogaja v moji duši, v moji psihi. Ne morem ustaviti notranjih glasov, ki mi narekujejo to in ono, kaj naj počnem, ne morem ustaviti občutkov krivde, ne morem ustaviti nadjazovskih pritiskov, kaj naj naredim, ne morem ustaviti notranjega glasu, ki mi govori, da sem loser, ali pa ki mi govori, pač kakšen sem, ki me zmerja, ki me krivi, ki mi dolži in tako dalje in tako dalje. To so potem pa že zelo, zelo resne zadeve. Tudi za tistega, ki ni strokovnjak, kajti če človek svojih misli ne more ustaviti, potem je pa seveda že zelo ozko področje, znotraj katerega še lahko najdemo odgovor, kaj pa je potem sploh mogoče narediti. Kako pa človek ustavi svoje misli, to so resne zadeve. No, obstaja še četrta faza, ko pa se spet s pomočjo drugega človeka, ob drugem človeku, kar omogoča nastanek novega procesa, skozi katerega gresta dva, ne samo eden. Oseba, ki ima težave pri prehranjevanju, ki ima težave pri doživljanju svojega telesa, razumevanju svojega telesa, ki ima težave pri odnosu ali odnosih do svojega telesa in tako dalje, in še neka druga oseba, ki je praviloma terapevt, ki je analitik. Oseba, ki ima o vsem tem zelo veliko znanja. Še enkrat poudarjam, to ni ozko medicinski problem, ampak je mnogo, mnogo širši in zelo močno povezan s tem, kar je tema današnjega predavanja, to je občutek lastne vrednosti, občutek vrednosti mojega telesa, mojega življenja. V tej fazi, ko se skupaj lotevamo problemov, je prvi razveseljujoč stavek, ki ga slišimo, tale. Zdaj se mi pa že kar pogosto dogaja, da lahko obvladujem svoje telo, da lahko obvladujem svoj apetit, da obvladujem notranje misli, da obvladujem svoje občutke, obvladujem svoje čustva, obvladujem tudi svoje vedenje, ne pa še vedno, ne pa vselej. Pogosto ja, ampak se mi pa še zgodi zdrs, zgodi se regres, zgodi se, kot ljudje rečejo, da se prekršim, da pač naredim nekaj, kljub temu, da vem, da tisto zame ni dobro oziroma ni koristno. In seveda potem, ko nadaljujemo, in to je dolgotrajen proces, to nikakor ni proces, ki traja en mesec ali dva, to je dolgotrajen proces, včasih traja kar nekaj let, je eden najbolj razveseljujočih stavkov, zdaj sem pa končno osvobojen. Zdaj sem pa ozdravljen, zdaj pa ne čutim več sil, ne čutim več pritiskov, misli, nečesa tujega znotraj sebe, kar bi me sililo k vedenju, ki me počasi uničuje. To je faza, ko se človek obnaša, kot da v njem ni več nobenega demona, nobenega eating disorder selfa oziroma sebstva oziroma jaza. No, to so v grobem mehanizmi, faze, izjave, stavki, ki jih slišimo vedno znova. To je vzorec, ki je pri vsakem človeku seveda nekoliko drugačen, ampak v principu
nam pomaga razumeti, o čem govorimo, ko govorimo o motnjah ali težavah pri prehranjevanju, ki, kot rečeno, so zlasti težave v razumevanju svojega telesa. In ne samo v razumevanju svojega telesa, ampak tudi v razumevanju svoje identitete. Naše telo je temelj, je empirični nosilec naše identitete oziroma naših identitet, ker jih imamo več, ni samo ena. Je nosilec naših družbenih vlog, je nosilec naših simbolnih poslanstev, ki jih lahko sprejmemo v svojem življenju. In seveda težave na teh področjih nam lahko preprečijo, da bi sprejeli kakšno novo poslanstvo, kakšen nov mandat, da bi sprejeli kakšno novo vlogo, da bi se lahko lotili česa novega. Te težave, ki sem jih na kratko orisal, so v bistvu spirala navzdol. So spirala, ki pomeni počasno uničevanje tega temelja, ki je telo. Uničevanje telesa pa seveda pomeni uničevanje vsega drugega. Naše duše, naše duhovnosti, občutka naše vrednosti, naše identitete, zmožnosti, volje, občutkov, čustev, pač preprosto vsega. Ko uničujemo telo, uničujemo vse ostalo. In zopet, nažalost, ni naključje, da je stopnja samomorilnosti tako zelo velika in tudi stopnja smrtnosti pri ljudeh, ki se soočajo s temi težavami. Zdaj pa, kot rečeno, še primer iz moje prakse. Navedel bom nekaj izjav, ki sem jih dobil od neke osebe. Zdaj, to niso moje izjave, nisem si jih izmislil, nisem jih izdelal namenoma za to predavanje, ampak sem jih dobil napisane v obliki pisem, ki jih od nekaterih ljudi, s katerimi se pogovarjam, dobivam. Izbral sem nekaj izjav, ki so zelo zgovorne, ki so zelo pomembne za tole današnje predavanje, ki so pomembne za razumevanje trpljenja in so pomembne za razumevanje možnosti, da se človek izvleče. Kot rečeno, človek se iz takega objema trpljenja lahko izvleče s pomočjo druge osebe. Ta druga oseba ne daje nasvetov, ne daje poceni predlogov, kaj naj človek naredi, da se bo izvlekel. Zato, ker preprosto ne deluje. Je nekoristno in je neuporabno. Torej, nasvetov ne dajemo. Naša vloga, če se znajdemo v tej vlogi, je popolnoma drugačna, kot je razvidno iz tega prvega zapisa. Oseba trpi. Že pogovarjanje o lastnem trpljenju je zahtevno, je obremenjujoče. Oseba nosi strašna bremena, dobesedno, na svojem telesu in na svoji duši. Zato se je o teh temah težko pogovarjati. To ni nekaj, o čemer zlahka klepetamo, ne vem, zdaj, ko smo nazaj v normalnem življenju, tamle na bregu Ljubljanice ali pa v kavi, nekje v eni restavraciji. Kje pa? In kot sem že prej pokazal, v tej prvi fazi prevladuje mehanizem zanikanja, o teh temah, o teh bremenih ne govorimo, ker jih preprosto zanikamo. Ampak še enkrat, ne gre samo za drobne težavice, imam kilo preveč, kilo premalo, ampak gre za velika, težka bremena. Ampak, kot je razvidno iz te izjave, že samo dejstvo, da človek končno lahko spregovori o teh bremenih in se z nekom pogovarja, zlasti z nekom, ki ima o tem veliko znanje, je osvobajajoče. Je nekaj, kar človek zelo pogreša. To so občutki topline, občutki sprejetosti,
Ne da bi me kdo kritiziral, mi dajal poceni nasvete, ali pa mi celo tožil, ali pa me kako drugače poskušal kaznovati ali pa celo osramotiti, ne. Gre za torej sprejemanje ali natančneje brezpogojno sprejemanje. Torej oseba, ki ima težave na tem področju, o katerem danes govorimo, potrebuje brezpogojno sprejemanje druge osebe. Ampak brezpogojno sprejemanje je šele začetek procesa, kajti oseba se mora izviti iz trpljenja. Torej ni dovolj, da jo samo sprejemamo, ker potem jo sprejemamo kot trpeče bitje. Taka oseba, čeprav jo mi sprejemamo, trpi še naprej. Torej je treba nekaj narediti. Potrebujemo, če lahko uporabim žargon z naslova tega predavanja, performativnost. Potrebujemo dejanja, potrebujemo izjave, trditve, razlage, interpretacije, potrebujemo znanje, ki deluje na pacienta. Pacient, v tem primeru dejansko govorimo o pacientu, zato ker trpi. Človek, ki trpi, je pacient. Tudi če tega ne ve, tudi če tega noče sprejeti, tudi če ne mara za to besedo, je pacient. Tak človek torej potrebuje poleg brezpogojnega sprejemanja, naklonjenosti, topline še nekaj drugega. Zakaj še zlasti? Zato, ker v vsakdanjem življenju, in zdaj se počasi že približujemo Heglovemu razmišljanju o vrednosti življenja, o tem, kako ljudje pripisujemo vrednost in kako poudarjamo svojim vedenjem, svojim delovanjem vrednost. Svojo vrednost, vrednost drugih ljudi, vrednost življenja kot takega, vrednost vseh živih bitij. V vsakdanjem življenju to nam pripovedujejo osebe, tukaj je en delček take pripovedi. Kaj dobim v svojem življenju? Dobim veliko bremen, ljudje me obremenjujejo, dobim veliko povratnih informacij, da ne izpolnjujem njihovih pričakovanj. To mi sporočajo starši, to mi poročajo učitelji, to mi sporočajo drugi ljudje. Dobim veliko kazni v obliki očitkov, pripomb, ki so lahko tudi zelo hude. Dobim veliko očitkov na račun svoje lenobe ali pomanjkanja volje ali neznanja ali domnevne brezbrižnosti in tako dalje. Ljudje ne prepoznajo nujno trpljenja pri posamezniku. Ne prepoznajo ga nujno, oziroma tudi če ga prepoznajo, ga lahko narobe razložijo. Ne vedo, da oseba trpi. V svoji laični ljudski psihologiji morda mislijo, da je oseba nemarna, da je brezbrižna, da se premalo ukvarja s seboj, da ima premalo volje ali pa kaj podobnega. Seveda, taka mnenja iz ljudske psihologije ne pojasnijo prav ničesar in drugi osebi, ki trpi, tudi ne pomagajo, oziroma če kvečjemu odpomagajo. Zato je tale trditev, oziroma ta izjava, oziroma ta poved na zaslonu. Od ljudi dobim tako veliko vsega tega, kar mi prav nič ne pomaga, oziroma me na nek način potiska še globlje v brezno, namesto da bi mi ponujali to, kar je zapisano zgoraj, se pravi toplino, sprejemanje, brezpogojno naklonjenost in seveda poskuse, zlasti resne poskuse, da bi me tudi razumeli. Tretja izjava dopolnjuje oziroma predstavlja nadaljevanje druge. Ker je teh bremen veliko in skozi leta jih je lahko vse več, oseba vse bolj trpi.
in doživlja, da morda čuti v sebi tisti zdravi jaz, ki smo ga srečali že na začetku, ko smo se sprehodili skozi tole knjigo, da ta zdravi jaz pravzaprav tone, da ga je vse manj, da izginja, da bledi, da nekako umira. To so občutki, ki jih imajo ljudje. In da zaradi bremen, ki jih oseba nosi na svojem telesu, dobesedno, so vidna bremena. Telo je poškodovano, vedno bolj je poškodovano. To se vidi, to vsakdo vidi, že oddaleč. In to so bremena na duši, ki seveda niso vidna, ki jih je težje prepoznati, ker jih je treba razumeti. Da bi jih razumeli, se pa treba vzeti čas. Ljudje pa pogosto nimajo časa, ali pa ga imajo premalo, ali jih pa preprosto ne zanima, kakšna so bremena na duši drugega človeka. In ta drugi človek ugotavlja, da ta zdravi del njega samega, ta zdravi jaz, sploh ne pride do izraza. Ne more se uresničiti, ne more slediti svojim željam, svojim potrebam, svojim interesom. Vse manj je takega vedenja in vse več je onega drugega. Kot da oseba sledi nekemu demonu, interesom nekakšne tuje zlobne sile, ki je v tej osebi. Kot da obstaja v tej osebi še en jaz, še neko osebstvo, ki je neprimerno močnejše od tega zdravega jaza. In ljudje, ne da bi vedeli, s svojimi obremenitvami pravzaprav krepijo ta demonski jaz, če ga lahko tako imenujem, ki je vse močnejši. In ta zdravi jaz je vse bolj nemočen in oseba preprosto na določeni točki začne umirati. Preprosto ne more več. To so izjave, ki jih ljudje tudi povedo. Ne morem več, ne gre. Nimam več volje, nimam energije, ne morem več poskusiti, niti ne upam več poskusiti. Ne bo se izšlo tako, kot se ni že 100-krat do zdaj, ko sem poskusil oziroma poskusila. Zato se tudi izjave, ki jih dobimo, stopnjujejo. Tukaj je še ena. Vse, kar počnem, in seveda bolj ali manj se zdaj že vsak dan, večji del dneva ukvarjam s temi težavami, s tem zlom, meni vsem, kako se imenuje, anoreksija, bulimija, ni pomembno. Zlo je to. To je trpljenje. Vse, kar počnem, se zdi, da deluje proti meni, kot da bi me nekdo kaznoval. Vsaka poteza, ki jo potegnem, je kaznovana. Vsaka misel, ki jo izrečem, je zavrnjena ali ni razumljena, ali pa me kratko malo nihče ne posluša oziroma nihče ne sliši. Ljudje se mi izogibajo, nočejo več imeti stikov z menoj in tako dalje in tako dalje. Torej, v duši človeka, ki trpi, je vse bolj pomembna beseda, ki izstopa: kaznovan si in kaznovan boš. Oseba ne ve, zakaj je kaznovana. Kaj narobe dela, da je kaznovana? S čim si zasluži ta občutek kaznovanosti? Ne ve. Ve samo, da tako je. Da dobiva močnejše in močnejše občutke, da je za nekaj kaznovana. Kot da dela nekaj narobe, ali v luči današnjega razmisleka, kot da je vrednost, kot da je njena vrednost, vrednost njene identitete, vrednost njenega življenja vse manjša,
in se približuje ničli. Se pravi, oseba vse bolj čuti, da sploh ni vredna, da živi. In to lahko doseže določeno točko, onkraj katere ni več rešitve. Oseba, ki trpi, je vedno bolj neopazna, vedno bolj je umaknjena vase, vedno bolj tiha je in spet. Ni nujno, da ljudje, ki so ob njej, to sploh opazijo. In tudi tako vedenje ima čudne, bizarne povezave z vzorci vedenja, ki so jim bolj ali manj izpostavljeni vsi ljudje. Bodi tiho, bodi neopažen, bodi miren, daj nam mir, da bomo mi lahko počeli tisto, kar pač počnemo, ne nas motiti, ne nas vznemirjati, ne govoriti stvari, ki jih ne razumemo, ne bomo nič filozofirali, ne bomo nič razmišljali. In oseba na nek način to ali ta pričakovanja popolnoma uteleša. Pravzaprav začenja izginjati iz tega sveta. Še vedno je na tem svetu, ampak je vse bolj neopazna, kot zrak. Vse bolj nepomembna je. Vrednost njenega življenja je vse manjša. In tudi drugi ljudje njenemu življenju ne pripisujejo nobenega posebnega pomena oziroma vrednosti. Nekateri ljudje so preprosto celo zadovoljni, da je ta človek vse bolj neopažen, vse bolj tih, vse bolj umaknjen vase, in vse manj pomemben. Ne vedoč, da s tem pravzaprav izgubljajo nekaj, kar je samo po sebi, oziroma bi moralo biti samo po sebi vredno, in to je človek. Če samo pomislite, kolikokrat slišimo mnenja ali celo pozive, razmišljanja o tem, da je človek pomemben, da je človek naše največje bogastvo in tako naprej in tako naprej. V luči tega, o čemer danes razmišljamo, so vse to bolj ali manj cinične, brezvezne opazke. Seveda je vsak človek pomemben. Ravnokar bomo spregovorili o Heglovi teoriji vrednosti. Seveda je. Drugo pa je, koliko v vsakdanjem življenju ljudje drug drugemu to vrednost tudi ne samo pripisujejo, ampak s svojim vedenjem tudi potrjujejo. Vrednost človeka je treba potrjevati. Če ne, je zgolj klišej, je zgolj puhlica, s katero se kakšni politiki kdaj hvalijo na kakšnem shodu in govorijo o vrednosti ljudi in naroda in posameznih skupin in tako dalje. Ja, vsak človek je vreden in v nadaljevanju spregovorim o tem. Za konec pa še izjava neke osebe, vse te izjave, ki sem jih do zdaj naštel in komentiral, so od ene osebe. To je stavek neizmerne hvaležnosti. Stavek, ki je namenjen meni, ker sem poleg, ker sem skupaj, ker sem zraven s to osebo, dokler se ne izvleče iz brezna. In tam bom, pa magari, če bo trajalo 1000 let. In ta oseba to ve. In jaz vem. In v nadaljevanju. Zakaj ta oseba reče: hvala, ker ste tam, kjer pač sem, na pravi način. Kaj pomeni biti ob drugem človeku
na pravi način. Zdaj pa končno spregovorimo o Hegelu. Še enkrat naj na kratko omenim, človek je zmožen za resnico. Ne samo za mnenja, politične floskule, klišeje, naučene modrosti in tako naprej. Tudi za resnico. In ta nas zlasti zanima. Človek je zmožen za univerzalnost. In obstajajo koordinate univerzalnosti. Obstajajo dolge tradicije filozofske misli, zaradi katerih vemo, katere so koordinate univerzalnosti. Prva, temeljna, osnovna koordinata, ki se ne bo nikoli spremenila, ki ne potrebuje nobenih dodatnih komentarjev, so varni in stabilni odnosi, zlasti to velja za otroke, ki se še razvijajo. Ko govorimo o univerzalnosti, govorimo o načinih, kako naj bi se odrasli ljudje razumno vedli do otrok, ki, da bi pozneje v življenju razumeli koordinate univerzalnosti, potrebujejo predvsem varno, stabilno, spodbudno okolje, ki ga najprej tvorijo otrokovi starši. Torej, najprej, če govorimo o univerzalnosti, govorimo pa zato, da bi zmanjševali trpljenje, govorimo o odnosih. Za odnose sta potrebna najmanj dva človeka. Govorimo o stabilnih odnosih. Govorimo o odnosih, ki spodbujajo. Se pravi, govorimo o odnosih, s katerimi ljudje spodbujajo drug drugega. Kar pomeni, da že omejujejo sami sebe v možnosti, da drugega človeka kritizirajo, obremenjujejo, ponižujejo, da ga zasipavajo z grožnjami, da ne govorim še o čem hujšem. Stabilen človek je najprej človek, ki zna samega sebe omejevati. To je zelo pomembno, zlasti takrat, ko na kakšnih srečanjih slišimo, kako starši, na primer, ali pa vzgojitelji, učitelji in tudi drugi se pritožujejo čez mlade in zelo modro ugotavljajo, da je mladim treba postavljati meje in da je treba otroke omejevati in da je to treba vedeti in tako dalje in tako dalje. Kar je seveda trivialno res, to vemo že zelo dolgo časa. Tega ni treba na novo ugotavljati, ni treba na novo odkrivati, kar je že zdavnaj odkrito. V takih pogovorih praviloma nihče ne spregovori o nadaljevanju iste zgodbe. Namreč nadaljevanje je vprašanje, kdo bo omejeval te, ki naj bi omejevali otroke. Če hočemo znati, kot se temu reče v žargonu, postavljati meje, moramo biti najprej sami omejeni. Omejeni v zelo strogem pomenu besede, ki je predvsem kognitivne, moralne oziroma etične narave. Imeti moramo veliko znanja, ne smemo biti vulgarni, biti moramo spoštljivi in znati moramo spodbujati drugega človeka. Drugega človeka ne kaznujemo, ne zmerjamo, ne žalimo, nismo grobi do njega, ne uporabljamo vulgarnih izrazov in tako dalje. Naučimo se na ta način biti omejeni. Torej, zelo pomembna tema je ne samo, kako omejevati drug drugega, temveč tudi, kako omejevati sebe, da bi znali ustvarjati varne in stabilne odnose. To je prva koordinata univerzalnosti.
Obstaja tudi nevrološka podlaga za človekovo potrebo po varnih in stabilnih odnosih, ki so pomembni zlasti in najprej za vsakega otroka. Naši možgani so kot evolucijski izdelek naučeni, oblikovani tako, da zagotavljajo možnost te potrebe, ki jo imenujemo potreba po varni navezanosti na druge ljudi. Zlasti, če imamo pred seboj majhne otroke. Otrok potrebuje, njegovi možgani, njegova identiteta, njegovo življenje potrebuje varno navezanost na druge, zlasti najprej na starše. Zato starši predvsem ne bi smeli biti brezbrižni do otroka. Kar pusti ga, saj bo nehal jokati. To k varni navezanosti prav gotovo ne prispeva. In seveda je beseda navezanost pogosto zlorabljena, zlasti takrat, ko ljudje spontano začnejo govoriti o permisivnosti ali pa o preveliki permisivnosti ali o obnašanju staršev, pogosto so to matere, ki jih želijo biti omnipotentne, vse navzoče, ki preveč navezujejo otroka nase. To seveda ni varna navezanost. Taka navezanost je prej nevarna kot pa varna. Čeprav se staršem zdi, da je to čudovito, je krasno, vse poskrbijo za otroka, spredaj, zadaj, gor, dol, vsak dan, vedno znova, vse mu kupijo, vse mu naredijo, vedno znova se na razpolago, ta vezanost je skozi in skozi patološka. To je daleč od varne navezanosti na starše, da ne govorimo kasneje o varni navezanosti na druge ljudi. Ljudje vedo, so prerasli otroška leta, da je varne navezanosti na druge ljudi silno malo. V naših sedanjih življenjih je take navezanosti zelo malo. Več je povezav, stikov, odnosov, ki nas ogrožajo, ki niso varni, ki nas spravljajo v stres, ki nas vznemirjajo in tako naprej. In seveda, to ni sicer univerzalna koordinata življenja, ampak k zmanjševanju otrokovega občutenja lastne vrednosti, varnosti in stabilnosti zlasti prispevajo nasilje, kakršnokoli že, nasilje v družini in pa duševne težave staršev. Taki starši ne morejo zagotavljati varnega in stabilnega odnosa oziroma okolja otroku, ker imajo predvsem sami s seboj veliko težav oziroma trpijo. Druga koordinata univerzalnosti je zelo preprosta, to je branje knjig. Zlasti seveda na začetku življenja, ko otrokom berejo knjige starši. Pri tem je kar zelo pomembno, in o tem pričajo sodobna spoznanja otroške psihologije, da je za otroke zelo koristno, da se starši izogibajo laično psihološkim spoznanjem, češ da se morajo z otrokom pogovarjati na otročje načine. To preprosto ne drži. Otrok ima v glavi možgane, ki so zmožni razumeti kompleksne rabe jezika. Torej, mirne duše se z otrokom pogovarjamo na kompleksne načine, in če otrok česa ne bo razumel, nas bo vprašal, mu bomo pač še enkrat zadevo pojasnili, in če bo treba, mu jo bomo pa še 10-krat. To so koordinate univerzalnosti. Ena ključnih je čustvena odzivnost. Ne samo odzivnost, ko starši rečejo, saj sem otroku rekla, naj se gre učiti. To ni čustvena odzivnost.
To ni nič, to je brez veze. Ali pa 1000-krat sem mu že rekla, kako se ne obnaša. To ni nič. Bistvena je čustvena odzivnost. Bistveno je, da otrok čuti, da ga imamo radi, da je ob nas varen, da se lahko na nas zanese, da čuti našo stabilnost. Če otrok čuti našo jezo, vznemirjenost, strahove, nestabilnost in tako naprej, potem to za njega kratko malo ni dobro. Preprosto ni. Torej, čustvena odzivnost. Še ena koordinata univerzalnosti, sporočanje brezpogojne naklonjenosti. Otroku smo naklonjeni. Tudi tedaj, ko dela napake, saj jih mi tudi, ko naredi kaj narobe, komu kaj ne uspe, komu spodleti, ko naredi neumnost in tako dalje, ko ne zna rešiti kakšnega problema, ko je v težavah, ko je v stiskah. Takrat je še zlasti pomembno, da mu sporočamo, da čuti našo brezpogojno naklonjenost. To so koordinate univerzalnosti, ki so hkrati tudi odgovor na prejšnji zapis. Hvala, ker ste tam, kjer ste, na pravi način. Koordinate univerzalnosti jamčijo, da je to, kar sem pravkar opisal, pravi način, ki se ne bo spremenil nikoli. To bo vedno pravi način. Zdaj pa seveda imamo vse koordinate, da se lotimo končno Hegelove teorije vrednosti. Še eno knjigo, ki jo priporočam v branje, omenjam, to je tale, in potem dodajam še eno, to je pa tale. Ampak to samo za poletno branje, zdaj pa k Hegelovi teoriji vrednosti. Že vnaprej lahko rečemo, tudi v luči vseh dosedanjih predavanj, tudi današnjega, da lahko ločimo dve temeljni drži človeka do lastnega življenja, do eksistence, do življenja drugih ljudi. Samo dve drži sta v osnovi. Ena je, da se naravnavamo na vse, kar gre v življenju dobro. Pri tem ne mislim samo na to, kar je del sodobnega modnega razmišljanja o blagostanju, da je treba otroke pohvaliti, da je treba pozitivno misliti in tako naprej. Tudi to, seveda, mislim še mnogo širše, mnogo več na naravnanost, na vse razsežnosti življenja, ko gre življenju dobro. Se pravi, mislim na razsežnosti vsakega delovanja, vsakega razmišljanja, ki prispeva k dobremu. In da bi vedeli, kaj je dobro, moramo seveda imeti najprej veliko znanja, da razumemo, kje je meja med tem, kar je dobro, in med tem, kar ni, kar je zlo ali kar je trpljenje. Druga temeljna drža seveda je ravno nasprotna. To je drža, ki je v življenjih ljudi kar pogosta. To je drža, ko se ljudje pritožujejo, ko drug drugega obremenjujejo, ko ugotavljajo, kaj drugi ljudje, zlasti kaj drugi ljudje ne znajo, kaj ne zmorejo, kako so neumni, kako so slabi, ko smo domnevno, torej kritični do drugih ljudi, do samega življenja, do vlade, do politikov, ne vem do koga. To je druga generalna drža, ki pravzaprav ni performativna v tem smislu, da bi ustvarjala kaj dobrega. Vsako tako delovanje znotraj te drže pravzaprav prispeva k zlu. Tudi če tega seveda ne vemo, tudi če tega nočemo, saj praviloma seveda nič nočemo, kot se reče, nič zlega nočemo, pa kljub temu objektivno prispevamo k zlu. Ona prva drža prispeva k dobremu. In zdaj lahko rečemo,
kako je Hegel tlakoval pot, na kateri pridemo do univerzalnega spoznanja, zakaj ima vsako življenje vrednost. Zlasti seveda mislimo na ljudi in zlasti in predvsem, tako kot danes, na ljudi, ki trpijo. Ta je prva začetna poteza, ki jo moramo narediti. Ko razmišljamo o življenju, ko razmišljamo o ljudeh, razmišljamo nujno tudi o zavesti. Ljudje se nujno zavedamo sebe, zavedamo se sveta, zavedamo se sebe v svetu. Obstaja torej zavest o sebi, nujno obstaja. Ta zavest o sebi se sprva sebe loti na način, ki je zapisan. Zavest o sebi lahko reče: jaz, zavest, sem jaz. Jaz sem jaz. Različice te filozofske izjave poznajo ljudje in jo tudi uporabljajo. Jih uporabljajo takrat, ko rečejo: jaz sem tak, kakršen sem, sprejmite me takega, kakršen sem, moja narava je taka, kakršna je, po naravi sem tak in tako dalje. To je, temu Hegel reče, negibna tautologija. Jaz sem jaz, tak sem, kakršen sem in pika. Kar pomeni, tudi jutri bom tak, kakršen sem in pojutrišnjem in tako naprej. Negibna tautologija. Ta seveda nikamor ne vodi. Ta je krožna in se nikamor ne premakne. Zdaj pa sledi naslednji korak. Človek se seveda ne zaveda samo samega sebe. Zaveda se tudi drugih ljudi, ker so vselej tudi drugi ljudje ob njem. Otrok se zaveda svojih staršev, starši se zavedajo svojih staršev, zavedajo se otroka in tako dalje in tako dalje. Torej, zagotovo obstaja ne samo zavest o sebi, obstaja tudi zavest o sebi kot želji, ki se rodi, nujno se rodi v odnosih z drugimi ljudmi. Ta želja ima elementarno obliko, ki je: potrebujem druge ljudi, želim druge ljudi, ne samo samega sebe. Nisem in ne morem biti sam sebi zadosti, češ, jaz sem jaz, vi pa kakor hočete. Ne, želim druge ljudi, potrebujem jih. Razvita oblika te želje je želja, da me drugi ljudje prepoznajo, da me pripoznajo, da me sprejmejo, da me ne zavračajo, da me ne sovražijo, da niso do mene brezbrižni. Vsak človek ima tako željo, da ga drugi ljudje prepoznajo oziroma sprejmejo. Torej, govorimo o vzajemnosti. Človekova zavest o sebi je nujno zavezana vzajemnosti, zavesti o vzajemnosti želje. Jaz želim, da me drugi sprejmejo, drugi želijo, da jaz njih sprejmem, ker sem pač jaz drugi zanje. Človeka torej želja žene. Ne moramo več govoriti o negibni tautologiji, jaz sem jaz, vi pa kakor čte, ampak želja me žene. Kam me žene? K drugim ljudem. Ali natančneje, želja me žene, želim, da me drugi ljudje sprejmejo, ampak ne v smislu sprejmejo mene kot negibno tautologijo, jaz sem jaz, tako kot včasih rečejo, sprejmite me takega, kakršen sem. Ne, ta ne vodi nikamor. Želja po pripoznanju je želja po pripoznanju tega, kar bi jaz lahko bil, ne samo tega, kar sem. Ker vselej so v meni potenciali, kot sem že na začetku omenil, če se spomnite, v meni je zmožnost za univerzalno. To je zmožnost za preseganje tega, kar zdajle ta hip sem. To je zmožnost, da sem še nekaj drugega kot to, kar zdajle sem.
in želim, da me drugi ljudje sprejemajo v moji zmožnosti, da presegam samega sebe, da postanem še kaj drugega. Seveda v luči tega, kar izraža univerzalni koncept dobrega. Ljudje ne moremo koherentno želeti drug za drugega, da bi drug drugega sprejemali v zmožnostih za zlo, ker bi se potem uničili. Zmožnost za zlo je zmožnost za destrukcijo. Dolgoročno bi se vsi uničili. Torej je želja, o kateri govorim, lahko samo želja, da sprejemamo to, kar vodi k dobremu. Se pravi, da spreminjamo sebe, svet in tako naprej v luči dobrega, da je naš cilj, k kateremu težimo, dobro. Seveda je končna zadovoljitev take želje izjemno težka, ker je težnja k dobremu zelo energetsko potratna. Težnja k preseganju danih stanj, sebe in tako dalje, je zahtevna. Neprimerno manj zahtevna je tautologija. Je negibna tautologija, jaz sem to, kar sem, svet je to, kar je pač realno, realno je takšno, kakršno je, in jaz se pač samo temu prepustim. To je energetsko manj potratno, vendar svet ima vgrajeno notranjo zmožnost za preseganje sebe. Zakaj? Zato, ker obstaja zavest o sebi, ki prepozna. V vsakem človeku človek v sebi odkrije partikularnost, se pravi delček svoje identitete, ki je končna, ki je smrtna in jo imenujemo partikularnost. Vendar v sebi prepozna tudi zmožnost za preseganje, zmožnost za resnico in univerzalnost. In v luči ideje dobrega človek reče, ja, res je, jaz sem jaz, zdajle, domnevno, to, kar mislim, lahko pa, da se še ne poznam čisto v celoti, vendar bi lahko presegel samega sebe, ker to, kar je, ta partikularnost, še ni univerzalnost. Se pravi, človekova zavest v sebi prepoznava razcep med trenutno partikularnostjo in večno univerzalnostjo. Zaradi tega razcepa se človek lahko prizadeva, da bi presegal partikularnost, da bi segal k univerzalnosti. Seveda je to izjemno zahtevno, ampak nas to ne obremenjuje. Mi to sprejmemo. Je zahtevno. Kajti ta zahtevnost povečuje dobro. Partikularnost je zavezana negibni tautologiji, ne povečuje dobrega. Ohranja dana stanja. Težnja k univerzalnosti povečuje dobro. In ker je želja posameznika vselej želja po pripoznanju drugih ljudi, da drugi pripoznajo željo in da želje pripozna druge, se zavest o človeku nujno identificira z vsako drugo zavestjo. Zavest prepozna, da smo v tej težnji, v zmožnosti za univerzalno vsi ljudje enaki, da ni nihče več vreden. Zavest, ki prepozna razcep med partikularnostjo in univerzalnostjo, odkrije, da je vsak človek zmožen povečevati dobro sveta, prispevati
k dobremu. In da je v tem njegova univerzalna vrednost. Vrednost človeka kot bitja, vrednost njegovega življenja je, kot pravimo, a priori. Vsak človek je vnaprej, je a priori vreden. Vrednosti človeka ni treba posebej dokazovati. Vrednost človeku pripišemo. Zakaj mu jo pripišemo? Ker jo vselej že ima. Ker pa je vrednost treba potrjevati, jo moramo s svojimi dejanji, s svojimi besedami potrjevati, pripisovati, krepiti, utrjevati. In ko to počnemo, že prispevamo k dobremu. Sprejemamo drugega človeka, sprejemamo njegovo inherentno vrednost in prispevamo k dobremu. Hkrati seveda želimo, da on z nami naredi enako. In če narediva oba enako, oba na svoj način, ker sva različna, prispevava k dobremu tega sveta. Ne samo k dobremu mene in njega, ne samo k partikularnemu dobremu, temveč k obče dobremu. K dobremu, ki ima status univerzalnosti. K dobremu, ki velja za vsakega človeka, ki velja za vsako živo bitje, tudi če tega ne ve. Tako delovanje pomeni, da se vsak posameznik ne identificira samo svojo partikularno identiteto. To ne pomeni, da brani svojo identiteto pred drugimi, češ, glejte, tak sem in tak bom ostal, temveč se identificira in prepozna v skupnosti ljudi, ali natančneje s Heglovimi besedami, v etični skupnosti. Prepozna se kot bitje, ki skupaj z drugimi bitji lahko povečuje dobro tega sveta. Hkrati pa ve, da je to njegova dolžnost. Da je dolžnost, da ne ostane pri začetni negibni tautologiji, jaz sem tak, kakršen sem in tak bom še naprej, ker ve, zdaj ve, da je vrednost človeka sicer nekaj, kar je dano vnaprej, vendar je vrednost treba tudi krepiti, potrjevati, pripoznavati. To pa lahko naredim samo na en način, tako, da presegam dana stanja in težim k univerzalnosti oziroma k dobremu. Ko težim k dobremu, nujno potrjujem vrednost vsakega bitja, vsakega človeka v etični skupnosti, ne glede na to, a oni to vedo ali ne, a bodo kdaj mene sploh srečali, a bom jaz kdaj njih srečal ali ne. To je objektivno prispevanje k dobremu tega sveta. In ključna vrednota mojega delovanja je zato pravičnost. Če hočem biti pravičen, moram vnaprej vsakemu človeku priznati njegovo oziroma njeno inherentno vrednost. In s tem, ko jo pripoznavam, ko jo potrjujem, sem pravičen. Pravična družba, pravična skupnost, kajpak v nadaljevanju vzgaja pravične ljudi, ki obnavljajo etično skupnost. Tak je veliki ideal človeštva. In ni pomembno, ali ga bomo kdaj v celoti, v popolnosti dosegli ali ne. Pomembno je, da se trudimo, da se prizadevamo v luči dobrega početi to,
o čemer sem danes spregovoril. Se pravi, da si trudimo potrjevati vrednost vsakega človeka. Da potrjujemo vrednost vsakega živega bitja. S tem nujno zmanjšujemo trpljenje. In če se zdaj vrnem čisto na začetek k težavam, ki jih izraža klinična diagnoza motnje prehranjevanja, potem mislim, da je zelo jasno, zakaj v tistem pismu piše: hvala, ker ste na pravi način. Tam to piše zato, ker je to edini način, da se ta oseba, ki je to napisala, znebi trpljenja, ki je zlo. In kar se mene tiče, se bo to tudi zagotovo zgodilo. Ne vem kdaj, ker ne morem vedeti, ampak v tem je draž mojega početja. Da vem, da se zagotovo bo. Samo vztrajati moram na tej poti, ki sem jo danes orisal. Toliko ne samo za danes, temveč tudi za to šolsko leto. In na ta majski dan, končno posijalo sonce, se vam zahvaljujem za vašo navzočnost, da ste bili z mano, in vam seveda želim vse dobro. A me slišite? Če vas jaz slišim. Če me vsi slišite. Vsi, ja, okej. Jaz bi tudi rekla, vam, Dušan, hvala za vsa vaša predavanja. Zase lahko rečem, da na nek način, kolikor me ženejo k razmišljanju, velikokrat ugotovim, da se ob vaših predavanjih preprosto spočijem. Spočijem od, recimo temu, nekega vsakdana, kjer si ljudje velikokrat ponujamo neke duhovne smeti, recimo. Ne si bojo te duhovne smeti ali zavist, jeza, kritiziranje, jamranje, torej, da ponujate nekaj popolnoma drugače. In jaz osebno se ob tem spočijem, vedno znova. Res hvala, da ste imeli celo dvakrat na misli. Hvala za te besede. Meni pomenijo veliko, zato ker starejši, ko sem, bolj se zavedam, da je življenje kratko in da je preprosto res, da če ima naše življenje na tem svetu sploh kakšen smisel, saj mogoče ga pa nima, jaz ne vem, ampak sem pripravljen verjeti, da ga ima. In če ga ima, potem je moja dolžnost, da prispevam k dobremu, kolikor sem pač zmožen. Jaz ne želim, da bi kdaj, če obstaja sodni dan, tudi to ne vem, ampak če obstaja, jaz ne želim stati tam pred velikim razsodnikom in ne želim, da bi me bilo sram, ko me bo vprašal, kaj si pa ti, Dušan Rutar, v svojih, ne vem koliko letih že tamle dol naredil. Ne želim, da bi bil takrat brez besed in bi rekel, ja, ne prav dosti, se mi ni dalo, ali pa nisem mogel, ali pa drugi so krivi, ali pa kaj takega. Ne, jaz zagotovo ne bom rekel kaj takega. Če bo tam kakšen razsodnik, potem na oni strani bom iskreno povedal, nekaj sem, ja, nekaj pa tudi nisem, ker sem na vse zadnje zgolj Bogo človeško bitje in upam, da sem storil vsaj zadosti, več kot toliko pa nisem bil sposoben.